Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Spet smo skupaj v oddaji Župan z vami. Tokrat je naš gost, župan občine Vuzenica, gospod Franjo Golob. Dobrodošli, gospod Franjo, in hvala lepa, ker ste prišli. Hvala za povabilo in lep pozdrav, lep dober večer vsem gledalkam in gledalcem VTV televizije. Vaše, mi na koncu pa rečemo tudi naše televizije. Tako je prav. Sicer, gospod župan, investicijsko je bilo lansko leto pri vas zelo bogato, tudi zaradi znatnega deleža sofinanciranja iz evropskih kohezijskih skladov, kot tudi iz državnega proračuna. Zato zadnja leta svoja tista dva osnovna milijona oplemenitite kar v povprečju na 5 milijonov evrov. To pa je že en znaten proračun manjše lokalne skupnosti. Ja, vsekakor. Najprej bi rad povedal, da če si uspešen pri črpanju teh evropskih kohezijskih sredstev, kako tudi regionalnih sredstev, potem tudi lahko oplemenitiš svoj akt, torej proračun. Res, da smo bili v tej finančni perspektivi, ki se je začela leta 2007 in se je končala z letom 2013, uspešni pri črpanju teh sredstev, predvsem z naslova gradnje infrastrukture. Seveda, če se pa še lahko poveže z ostalimi občinami, kar pa je tudi cilj vsakega projekta, da dosežeš eno celoto, potem si še bolj uspešen pri črpanju. Moram reči, da smo v teh zadnjih letih oplemenitili te proračune, kot ste sami ugotovili, iz 2 nekje na 4 milijone, tudi do 5 milijonov. Seveda smo pa zato primaknili tudi lastni delež, ki pa vsekakor, ne glede na to, da so takšni projekti sofinancirani tja do 85%, pa vendarle pri milijonskih projektih je tudi teh 15 ali 20% lastnega deleža kar velik vložek za tako majhne skupnosti, kot je naša. No, v zadnjih letih se soočate s številnimi naravnimi ujmami, poplave, plazovi, žledolomi, pravzaprav postajajo stalnica pri nas, in ko se kaj takšnega zgodi, je treba ukrepati takoj. Ja, vsekakor. Vse večkrat opažamo, da nam narava ne prizanese, in tako je tudi v naši lokalni skupnosti. Plazovi, vodne ujme, snegolom, da ne govorimo tudi nesrečah, kar se tiče požarov, je seveda na prvem mestu lokalna skupnost, ki mora takoj poseči. Ne glede na to, kakšna je odgovornost, kje se je to zgodilo. Seveda vsako leto v proračunu zagotavljamo tisti zakonski del, 1,5% proračunske rezerve, ki pa vedno bolj opažamo, da ko se bliža že polletni proračun nekako ne zadostuje več za pokrivanje teh naravnih nesreč. Takoj pristopamo, tako je tudi prav. Moram reči, da imamo zelo veliko srečo, imam sam veliko srečo, da imam tako konstruktiven občinski svet. Torej, ljudje, ki prihajajo občinski svetnici in pa svetniki z celotnega okolja. Tudi naš volilni sistem je takšen, da imamo večinskega in pokrivajo pravzaprav celotno območje, 50 in nekaj kvadratnih kilometrov, koliko jih ima naša občina Vuzenica, in poznajo razmere tako na cestni infrastrukturi, kakor tudi na ostali infrastrukturi. In ko pristopi potreba po tem, da rešujemo te naravne nesreče, smo si kar hitro enotni in sprejmemo tudi dodatne sklepe, ki pomagamo tako ljudem in pa takoj odpravimo posledice nesreč, pa ne bojo še tako hude. Uspeli smo, da sedaj jaz upam, da bomo tudi v prihodnje. No, omenili ste požare. Lani sta se občini Vuzenica zgodila kar 2 velika, in tu velja tisti ljudski rek, kdor prvi oziroma takoj da, dvakrat da, in tudi tokrat se je občina Vuzenica, pa seveda širša lokalna skupnost, odzvala bliskovito. Veste, v prvi vrsti moram reči, da ko narava udari, smo ljudje najbolj tepeni. In kdo drugi kot pa lokalna skupnost in pa lokalno prebivalstvo, tu moram reči, da smo si popolnoma enotni. Ko je treba ljudem pomagati v stiski, potem stopimo skupaj in pomagamo, tako finančno, kakor tudi fizično. V obeh 2 požarih, ki sta se zgodila v lanskem letu v naši občini, eden se je zgodil v zaselku Svetega Primoža na Pohorju na večstanovanjski zgradbi, ker je tudi gostinski lokal in nekaj stanovanj, kjer smo tudi lastniki občina Vuzenica z 1/3 te površine. Drugi požar se je zgodil na gospodarskem objektu, kjer je bilo
precej živine, katera je tudi utrpela takrat v požaru svojo ceno in seveda tako lokalna skupnost za svojim finančnim vložkom, kjer smo pokrili kar dobršen del škode, ki je nastala, in pa seveda fizična sila, ki je bila tako potrebna. Tako z naše strani, zagotavljanjem tiste infrastrukture, da smo jo takoj odstranili, in pa potem pri pomoči takojšnji vzpostavitvi zopet objektov, da se lahko ljudje v enem objektu normalno naprej funkcionirajo in živijo, v drugem pa, da se lahko tudi kmetijska dejavnost opravlja, kot je potrebno, kajti ljudje tudi od tega živijo. In moram pohvaliti seveda v prvi vrsti prostovoljne gasilce, civilno zaščito in pa občane in občanke, ki ob takih nesrečah ne pomislijo, kaj, kako in kdaj priskočijo na pomoč in tudi pomagajo. No, ko vam narava ni naklonjena, se to pozna predvsem pri poškodovani in uničeni cestni infrastrukturi. Skrbeti morate v občini Vuzanica za kar približno 180 km teh cest, od katerih je kar okoli 100 km rangiranih kot gozdne ceste, ki so to zgolj na papirju. Ja, veste, samo prav ugotavljate, 180 km cest v naši skupnosti je velik finančni vložek in pa postavka v občinskem proračunu, tako na področju vzdrževanja in ohranjati normalne prometne varnosti, predvsem na gozdnih in pa občinskih cestah, javnih poteh, ulicah. Seveda prek 100 km gozdnih cest, ki imajo samo po imenu še ime gozdne ceste, drugače pa služijo javnemu pomenu. In prav tako kot na vseh občinskih državnih cestah, se tudi na teh cestah odvijajo normalni prevozi, tako šolski prevozi otrok, reševalci, gasilci, patronažna služba. To, kar počenjamo v teh majhnih skupnostih, si pravzaprav enih večjih mestih skoraj ne znajo predstavljati. Skrbeti za to, da lahko tudi nemoteno opravljajo svoje komunalne storitve, torej pobiranje ločenih zbiranja odpadkov na vseh visoko ležečih kmetijah, je omogočeno s tem, če imaš dobro vzdrževanje ceste. In seveda, ko država vedno manj prisluhne za to, da bi občina namenjena prepotrebna sredstva za ohranjanje vzdrževanja te cestne infrastrukture, moramo vedno bolj posegati v tisti del, ki ga bi morali imeti pravzaprav za širjenje, za kaj drugega, za gradnjo druge infrastrukture, pa skrbimo za to, da imamo cestne normalno prevozne. Torej, rad se spomnim žledoloma, ki je bil. Torej, namenili smo sredstev, koliko je bilo potrebnih, da v enem dnevu smo izpostavili vse ceste, ki so bile pravzaprav neprevozne, v takšno stanje, da se je normalno po teh cestah lahko odvijal promet. No, žal se v primeru vzdrževanja teh tako imenovanih gozdnih cest velikokrat zgodi, da pravzaprav niso jasno razmejene pristojnosti, kdo je za kaj odgovoren. No, tukaj niste čakali, v tem primeru ste takoj oblikovali oziroma boste kmalu oblikovali komisijo. Pozvali ste tudi že vse deležnike, da se sestanete, da pride do dogovora in da se vendarle ugotovi, kdo je za kaj odgovoren. To bo verjetno služilo za vnaprej. Veste, zelo rad se srečujem s svojimi občani in občankami, pa vendarle vse odgovornosti za to nastalo škodo, ki se odvija tudi na lastništvih druge infrastrukture, pa pravzaprav župan in občinski svet, občinska uprava nista kriva. Torej, zaradi tega tudi moj predlog in poziv vsem tistim, glede na to, da skozi našo občino tudi poteka državna cesta tretjega ranga, ki pa moram reči, da prav izstopa. Ampak ne potem, da bi imela ime državna cesta tretje kategorije, ampak po slabem vzdrževanju. Torej, pred leti, ko je bila ta cesta še v občinski lasti, je bila nazadnje pravzaprav sanirana, predvsem z strani samoprispevkov ljudi, ki so sami gradili to cesto. No, potem, ko je to prišlo na državni del, se še samo krpajo luknje, če se še da kakšna luknja pokrpati. Vendarle, potem smo govorili tudi o pristojnosti gozdnih cest, urejanju hudournikov in tako naprej. Seveda, ko pride do kakršnekoli naravne nesreče, koga drugega kot pa župana ogovoriti, sicer kdaj pade tudi kakšna težka beseda, pa vendarle jo vzamem za kup, če sem za to kriv. Torej, tisti, ki za to odgovarja. Zaradi tega odgovornosti pravzaprav je na večjih nivojih. In takoj sem pozval v koncem leta 2015 vse tiste pristojne, ki so odgovorni tako za gozdni del, tisti, ki urejajo hudournike, potoke in pa tudi
DRSI, po novem Družbo Republike Slovenije za infrastrukturo, torej za ceste neposredno, da pristopijo k temu in naredimo po celotnem območju naše občine nekakšen pregled. Kaj in kdo je za kaj odgovoren. Torej, da ne bo prihajalo potem metanja polena z enega pod drugega, seveda nobenega ob takšnih naravnih nesrečah ni v bližini. Kot pa tisti, ki smo poklicani kot politiki lokalnih skupnosti, in sam sem vedno prisoten na vseh naravnih nesrečah, koliko se da hitro, da sam spremljamo, kaj se dogaja. Seveda ne vprašamo se v takšnih naravnih nesrečah, kdo je odgovoren za to. Poskušamo najprej odpraviti, dati ljudem normalno življenje in funkcioniranje v tej skupnosti. Seveda, ko pa začneš finančno zlagati, se ti pa na koncu nekako poraja vprašanje, zakaj bi pa moral iz občinskega proračuna, ki zopet ni od župana občinske uprave, ampak od vseh občanov in občank, porabiti sredstva za tiste, za kar pa nisi neposredno odgovoren. Moram reči, da 3 od 4 tistih inštitucij odgovornih so se odzvali, tudi že imensko napisali, kdo so tisti, ki bojo v tej delovni skupini. Na enega še čakamo, ko se še ta 4. nekako izkristalizira, kdo bo ta človek, potem bomo tudi za svoje strani postavili predstavnike in bomo nekako obdelali celotno naše območje in si postavili pravzaprav dolgoročne, srednjeročne in pa dolgoročne plane, kako pristopiti, da ne bo prihajalo, kajti tudi ni samo narava kriva, tudi slabo vzdrževanje hudournikov, potokov, gozdnih vlak, gozdnih cest, državne ceste je tisto, kar posledično vpliva na to, da imamo vedno več poškodb, ko pride malo večje neurje, ko pride malo več snega težkega, takrat se vidijo razmere, ki je. Ampak to se da. Enako kot rečemo, ko pride do naravne sreče, kdor hitro da, dvakrat da, če lahko preventivno ne rabiš. Kurativa je tista, ki lahko prej pozdraviš, ko pa potem, da čakaš na tisto, ki se nam najhujše zgodi. In jaz sam verjamem, da bomo končno lahko pristopili skupaj, prevzeli vsak svojo odgovornost, si dali tudi določen čas, seveda je pa vse povezano s sredstvi. V občinskem proračunu poskrbimo za svoj delež, na državnem nivoju je pa pogača zgleda majhna in enostavno tam za majhne lokalne skupnosti ostaja vse manj denarja. No, če zdaj konkretno, gospod župan, pogledava postavko obnova občinskih in gozdnih cest, o katerih je govora, imate v načrtu kar nekaj rekonstrukcij. Gre za protiprašne zaščite, preplastitve in še kaj konkretno se bo na tem področju dogajalo letos? Ja, jaz bom malo se vrnil nazaj. Torej, v občini Vuzenica smo pravzaprav skozi leta z 21. členom, ki je bil namenjen v 6% primerne porabe, nekako zagotovljeno za to, da smo lahko z tistim vložkom in pa z lastnim vložkom zagotovili vsem občanom in občankam na občinskih cestah, torej cestah, ki so v lasti občine Vuzenica, vsem protiprašne prevleke, torej v pasih neposredni bližini objektov, torej gospodarskih poslopjih in pa vrtov, tako da smo nekako v lanskem letu zaključili celotni krog teh cest z protiprašnimi prevlekami. Seveda, ljudje, ko smo začeli pred mnogimi leti z temi protiprašnimi prevlekami, so bili s tem zadovoljni. Sedaj bi želeli, da se te protiprašne prevleke, vse v tistem delu, ki se potem nekako prekinjajo v kratkem delu, torej 500 metrov ali tako, da jih izpopolnimo, da jim naredimo eno celoto. Seveda pa potem kličejo že tudi tiste ceste, ki pa nismo občina odgovorni za njih, torej tudi na gozdnih cestah je kar nekaj objektov, ki je v neposredni bližini teh cest in tudi v tem smo že pristopili v lanskem letu, nadaljujemo tudi letos. Torej tiste, ki so prioritetne, tudi protiprašnih prevlek, ne glede na to, da so to tretirane kot gozdne ceste, že prej sem omenil, da služijo namenu popolnoma enakem kot pa občinske in pa javne poti. In teh imamo v letošnjem proračunu, torej za leto 2016, kar nekaj. 100 metrov, da bomo jih naredili, nekaj torej tudi povezali med sabo, tako da jaz upam, če nam zopet ne bo narava ponagajala, da uresničujemo začrtane postavke, ki jih imamo v proračunu. Rad rečem, da postavke v proračunu, ki jih sprejmemo kot najbolj pomemben akt, torej občinski proračun, so le rezervacije. Če se kaj hujšega ne zgodi, potem lahko uresničujemo tudi, zakaj smo si zadali cilje. V nasprotnem primeru pa smo tam, kjer moramo biti na prvem mestu, torej v pomoči ob naravnih nesrečah.
No, med večje minule uspešne investicije velja uvrstiti projekt kanalizacijo in pa čiščenje odpadnih voda v porečju reke Drave, ki je že sklenjen. Ja, moram reči, da smo uspešno, ne glede na to, da je bilo kar precej pisanja, govorenja, predvsem pa veliko napora, da smo en velik projekt pripeljali k koncu, torej tako finančno, kakor tudi investicijsko. Občina Vuzenica je bila v sklopu tega projekta vključena v ta projekt, kjer je vodilno vlogo igrala občina Radlje, torej občina Radlje, občina Vuzenica, občina Muta in pa občina Dravograd smo bili v tem projektu. Za občino Vuzenica je bil to kar velik finančni zalogaj. Predvsem pa so se ljudje v občinski upravi in sam kot župan, občinski svetniki in pa strokovne službe srečevali z tako velikim projektom, ki ga v zgodovini teh občin ni bilo. Torej, naša občina je nekako ta projekt ocenila na 2 milijona in 800 tisoč evrov. To je velik zalogaj. Ne glede na to, da smo kar precejšnje sredstva pridobili tako iz evropskih kohezijskih sredstev, kakor tudi iz državnega proračuna. Pa vendarle, naš delež je bil nekje okrog 800 tisoč evrov. Smo bili pa edina občina, ki spadamo pod 2000 populacijskih enot in enostavno nismo dobili sofinanciranja te investicije v takšni meri, kot so ga dobile vse ostale občine. Torej, mi smo dobili samo financiran povezovalni vod in pa izgradnjo čistilne naprave, ki pa smo jo takrat 2006-2007 nekako skupaj načrtovali z sosednjo občino Muta kot najbolj racionalen projekt, da bo pravzaprav služil za vso prebivalstvo tudi občine Vuzenica. Uspeli smo nekako zaključiti, občina Vuzenica je tudi pridobila vsa ustrezna dovoljenja in seveda na nas je še, da bomo to infrastrukturi v prihodnosti čim več uporabnikov priključili na to infrastrukturo in da bomo zadovoljili tudi cilje, za katere smo pravzaprav tudi bili uspešni na črpanju teh sredstev. Na lani ste bili dejavni tudi v centru Vuzenice, poskrbeli ste za dodatna parkirna mesta, kot tudi dodatni prometni režim. Zgodba naj bi se tudi zaključila v tem letu. Seveda si zadaš cilje, ki jih želiš čim prej uresničiti. Torej, še enkrat poudarjam, mi enostavno v občinskem svetu namenimo ogromno časa, že sam za svojo ekipo se preden da pričnemo načrtovati akt, ki se mu reče občinski proračun, gremo nekako na teren z zbori občani, skupaj z občinskimi svetniki, smelo načrtujemo uresničljive cilje, torej v občinskem proračunu postavke in tako poskrbimo za celotno prebivalstvo naše občine, ne glede na to, ali prihaja iz centra, ali prihaja iz obrobnih krajev, torej iz teh zaselkov, ki jih imamo. In seveda, tako kot skrbimo za infrastrukturo izven centra Vuzenice, skrbimo tudi v centru. Vse je nekako povezano z temi velikimi projekti. Ko gradiš en velik projekt, zdaj je bil to odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda, seveda v naslednji fazi se pripravljamo na zagotavljanje pitne vode, ko gradimo kolesarske poti, peš poti, pločnike, želimo čim več stvari hkrati umestiti v prostor. Včasih to ne gre. Torej, v samem centru vemo, da imamo, ne glede na to, da je Vuzenica majhna, v centru vedno probleme z urejenosti, prometno varnostjo in pa z prepotrebnimi parkirnimi prostori. Rad rečem, da ljudje se radi pripeljemo v dnevno sobo, ne da bi pustili kje kakšen meter avto od kakšne inštitucije ali stavbe. Zaradi tega prav v Vuzenici smo že skozi 4-letno obdobje pridobili kar nekaj v samem centru parkirnih mest. Želim pa, da sam center ostane tudi nekaj zelenja. Torej, vse pa ni dobro dati v beton in asfalt in seveda lansko leto smo sočasno, ko smo urejali energetsko sanacijo osnovne šole, ko smo gradili del kanalizacije, daljinskega centralnega ogrevanja, smo se tudi pripravljali za zagotavljanje predvsem prometne varnosti. Predvsem poudarka dajemo na prometno varnosti z gradnjo pločnikov, prehodov za pešce, kar se na dolgi rok tudi obrestuje. Kajti prevozi šolskih otrok so nas kar velika postavka v proračunu in če imaš varne poti do osnovne šole, do vrtca, do samega centra, potem tudi ne rabi skrbeti toliko za javne prevoze. In zaradi tega smo začeli umeščati tudi v samem centru Vuzenice en del prostora, ker je bil pravzaprav nefunkcionalen, prej moteč in sama škarpa, ki je klicala po obnovi, smo nekako porušili, umestili potrebno infrastrukturo, seveda zdaj
pogoji, glede na to, da je pa sosed naš Direkcija Republike Slovenije za ceste in njihovi pogoji so tisti, ki nam precej otežkočajo stvar, torej finančno, njihovi pogoji, pločnik, dodatna razsvetljava in dodatni prehodi za pešce, tisto nam pa dodatno zajeda občinski proračun, pa vendarle upoštevamo kot dobrega soseda tudi državo, ki daje svoje pogoje in verjamem, da bomo v letošnjem letu na prometni varnosti v samem centru Uzenica nekaj pridobili. Kakor smo zgradili ta del, so ljudje že kar pridno začeli koristiti na makedanskem delu parkirne prostore. Kot pravim, včasih je eno stanovanje imelo en avto ali ne, zdaj vsak stanovanjski objekt ima pravzaprav 2 ali 3 avtomobile in v centru imamo kar 2 takšna večnamenska bloka stanovanja, ker pač je teh parkirišč vedno premalo. Trudili se bomo, kolikor bo možno, še nadaljevati s tem, pa vendarle govorim, da za vsak stanovanje 3 avtomobili v samem centru ne bo. Lahko pa rečem, da imamo kar nekaj javnih površin, kjer se da parkirati in če bojo ljudje poskrbeli tudi za svoje zdravje, naredili kakšen korak do svojega stanovanja, potem se za parkiranje v občini Uzenica ni bati. No, še en vaš pilotni projekt na nek način odraža željo po varovanju okolja in sicer daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Nekje med 500 in 600 tisoč evrov je bil vreden ta zalogaj, ampak prihranki se že kažejo. Ja, ko smo začeli načrtovati pred 3 leti to, da bomo začeli graditi predvsem z ekološkega vidika, pa tudi zato, da bi pridobili kakšno delovno mesto, smo se odločili na dobre izračune. Torej, sam center Uzenice je zelo povezan in masa ljudi je prav v centru Uzenice. In zaradi tega, ker smo bili uspešni tudi pri črpanju sredstev, 50% od 600 tisoč smo pridobili na razpisu. Drugih 50% je bilo odprto. Seveda so se javno-zasebno partnerstvo, partnerji so se ponujali v projektu. Ampak partnerje nekako jaz vidim, če ne gre drugače, seveda vidijo let tisto, kar pade nad črto dobička in nekako smo se odločili za to, da smo to začeli graditi sami. Torej tistih 50% seveda ne sami kot občina, ampak gospodarska javna služba komunalnega podjetja našega se je lahko prijavila na razpis z 50% vložkom in smo umestili pravzaprav z 300 metri tega voda, toplovoda, smo omrežili kar dobršen del centra Uzenice. Pa ne naštejem vrtec, osnovna šola, gasilski dom, občinska stavba, 2 večnamenska bloka in pa zdravstveno postajo smo omrežili v to, kotlovnico umestili v samo osnovno šolo, s tem na ekologiji nekaj naredili. Jaz pa upam, glede na to, da so zdaj derivati zelo nizki, kar se tiče na maso, katero so vsi ti objekti bili ogrevani, torej na kurilno olje. Zdaj je zelo nizka cena, ampak verjamem, da ne bo dolgo zdržala takšna cena. Zdaj je to zelo neugodno, moram reči. Pa vendarle se kazajo kazalci, da tudi v teh razmerah se vidi že en del pozitivnega, kar se finančnega tiče. Seveda pa, ko se bo ta del 50% delež, ki ga je tako vložilo komunalno podjetje, v to, ko se bo to odplačalo, bo vsekakor cena po izračunu in pa projektanti, ki so ta projekt pripravljali, pomagali pripravljati, nekje 20 do 30% nižja od mazuta, torej od kurilnega olja. Gospod župan, če se strinjate, bi naše gledalke in gledalce spomnil, da oddaja Župan z vami poteka v živo. Če imate torej kakšno vprašanje za župana občine Uzenica, če želite k temu pogovoru kaj dodati, svoje mnenje, svojo grajo, ne nazadnje pohvale tudi sprejemamo, potem od tega trenutka naprej naša študijska številka odprta 03897 0770 03897 0770. Tretjina oddaje je za nami, 2/3 pa še čakata. No, gospod Golob, medtem, ko čakamo tudi na najmlajše občini Uzenica, nikakor niste pozabili. Energetska sanacija vrtca in šole se je odvijala po fazah, v večjih letih ste to počeli in tudi tukaj so že prihranki. Ja, sam sem vzgojen v takšnem duhu, da trošim, koliko imam. To imam eno dobro lastnost, ki sta me naučila starša. In postopoma nič ne gradimo tako, da
se sproti ne vem kako zadolžujemo. Torej, postopoma, kot ste ugotovili, smo tudi pristopili skozi vrsto let sanirati naše večnamenske objekte, tako naš zavod vrtec, kakor tudi osnovno šolo. In ne samo, da smo vso stavbno pohištvo nekako skozi leta menjavali, smo bili tudi uspešni pri razpisu in zopet pridobili prepotrebna sredstva za to, da smo lahko tudi energetsko sanirali te objekte. In ne boste verjeli, 2 proračuna nazaj smo pravzaprav za ogrevanje na olje pravzaprav v naših objektih, tako osnovne šole, kakor vrtca, porabili na letnem nivoju od 40 do 50 tisoč evrov. No, po prvi zimi, glede na to, da smo energetsko sanirali in pa tudi ogrevamo na lesno biomaso, se je ta vložek razdvojil. Torej 50% manjši vložek, tam nekje okrog 25 tisoč evrov še porabimo za ogrevanje. To je, jaz rečem, en velik prihranek in z takimi ukrepi, z uspešnim črpanjem, predvsem pa z pravim pristopom, lahko tudi na dolgi rok pričakuješ kakšno dodatno infrastrukturo, ki si je pa drugače nekako ne more zamisliti, glede na to, da primarna poraba je vedno manjša v občinskem proračunu in s takimi ukrepi, ki je bil tudi ta, da smo energetsko sanirali te stavbe, vendar je trajalo nekaj let, razen v enem letu smo energetsko sanirali osnovno šolo, ostalo je trajalo malo dlje, torej vso stavbno pohištvo smo skozi leta obnavljali in sedaj se, kot rečeno, že pozna finančno in postavka je razdvojena v proračunu, kar se tiče postavke za ogrevanje osnovne šole in vrtca. No, če vas zdaj, pravzaprav v zadnjem obdobju, kaj še posebej veseli, je to razumljivo pozitivni naravni prirastek. Občini Vuzenica ste lani zabeležili kar 37 rojstev. Ja, koga drugega bolj vesel biti, ko si vesel, predvsem starši in pa seveda politika občine, ko ti je pozitiven prerastek. In v lanskem letu 37 novih rojstev, še posebno sem pozoren na naše najmlajše. Torej vsako leto v mesecu decembru tudi sam povabim vse novorojence z starši, z babicami v naš zavod vrtec in jim enostavno želim za stiskom rok zaželeti kot mladim občanom občine, da so kako dobrodošli, da so privekali na svet. Seveda se ne zavedajo, kaj jih v življenju čaka. Hkrati pa seznaniti z dejstvom, da bojo kmalu prestopili tudi prag vrtca in nenazadnje tudi po parih letih tudi prag osnovne šole. Zato je prav, da se po tem objektu vsako leto srečamo z majhno pozornostjo, seveda brez daril ob takšnih priložnosti ne gre. In to je ena takšna dobra praksa, ki sem jo tudi prenesel od mojega predhodnika, ki je že tudi vrsto let takšno prakso imel in ni mi žal, da s to prakso nadaljujem in morda spodbuda k temu, da bo še večji prirastek v letu 2016. Na občini Vuzenica poleg seveda izgradnje osnovne infrastrukture pospešeno spodbujate tudi družabno življenje. Vaša društva so tudi zato tako uspešna in tako zelo zazrta v prihodnost. Veste, sam, ko sem se podal na pot kandidiranja za župana, čeprav že prej kar nekaj let v stolih občinskega sveta, sem si dejal, da si ne znam predstavljati življenja brez uspešnih društev. Zdaj, da ne bom kogarkoli izpostavil, kajti imamo odlična društva. Ene so specifična, ki se ukvarjajo samo z eno stvarjo, ampak v prvi vrsti so to društva, ki pokrivajo pravzaprav celotno območje naše občine. Torej na družabnem življenju, pa naj si bo to na športnem, kulturnem, zabavnem, predvsem pa, ko je pomoč potrebna, so v prvi vrsti društva, ki se lahko zorganizirajo in imajo tako veliko moč pri teh stvarih. Seveda je potrebno za nemoteno delovanje društev tudi nekaj finančnih sredstev. Uspešno moram reči, da se vsi predsedniki društev prijavljajo na te razpise, tako z področja športa, kulture, turizma, in občina poskrbi za tisti minimalni vložek. Čeprav birokracija vsako leto več nalaga obveznosti in pa odgovornosti tistim, ki nosijo breme prostovoljstva v majhnih skupnostih. Seveda, zopet bom se dotaknil enega posebnega dela Slovenije, ki smo majhne skupnosti in tukaj ni enak posluh predvsem za ljudi, ki živimo na teh območjih. In ena teh je tudi Dravska dolina, Koroška, kjer
enostavno brez pomoči finančne z občinskih proračunov društvo ne bi mogla delovati. Predvsem pa je tu velika odgovornost prostovoljcev. Torej, nenazadnje predsednik društva jamči za svoje dobro in pa skladno z predpisi delovanje tudi z svojim imetjem. Tu je pa tako velika odgovornost, da veste, da tisti, ki prevzema to vlogo, se te odgovornosti tudi zaveda. Ampak ne more biti vsak prostovolec, ne more vsak delovati v društvu. Tukaj morajo biti ljudje, ki mu je že v zibelko nekaj položeno in da lahko skozi svoje življenje daje to prostovoljstvo tudi širšemu krogu ljudi. In zanimivo, v občini Vuzenice imamo teh prostovoljcev toliko, da lahko enostavno skozi celotno leto prikazujemo, kako uspešni smo tako na športnem področju, na področju kulture in pa nenazadnje pri snovanju razvoja turizma, ki pa se tudi počasi prebuja. No, toliko takole na kratko o uspešnem minulem obdobju, zdaj pa k letošnjemu proračunu je že sprejet. Kako je s tem, pa nenazadnje, koliko sredstev namenjate spet za investicije? Kar velik del. Ja, najrajši bi za investicije dali kar največ, pa vendarle so zakonske obveze, ki jih moraš nekako prej ukviriti in povedati. Zdaj toliko pa ostane na investicijah. Govorim samo o tistem delu, ki ga z občinskega proračuna, ki smo ga soglasno sprejeli že na decembrski seji, torej pred božičnimi in pa novoletnimi prazniki. Takšna je tudi praksa, če gre, z dveh razlogov. Da lahko nemoteno začne z 1.1. tekočega leta uresničevati želje, pričakovanja in da so lahko tudi društva že z razpisi uspešna pri črpanju sredstev. Torej, tudi v januarju potekajo zimski športi in tako naprej in društva prepotrebno rabijo ta sredstva za nemoteno delovanje. Zaradi tega sta ta vidika, da kolikor se da v decembru sprejmemo proračun za prihodnje leto, torej občini Vuzenica že vrsto let sprejemamo enoletne proračune. Vprašanje je, koliko je investicijskega denarja. Mi imamo v letošnjem proračunu za leto 2016 namenjenega prek 700 000 evrov investicijskega denarja. Torej, to je skoraj 1/3 primerne porabe, ki jo nekako tvori naš občinski proračun. Druge so črpanje evropskih kohezijskih sredstev in regionalnih, kjer je še prava uganka. Nova finančna perspektiva, ki se je začela z leto 2014 in se bo končala v leto 2020, je prava uganka. Kako počrpati čim več sredstev za investicije? Vidimo, da bore malo, zaradi tega se še toliko bolj trudimo, da vsak evro, ki ga lahko namenimo za investicije, da ga obrnemo v pravo smer. Tako smo v investicije, tako v gradnjo varnih poti pločnikov, javne razsvetljave in seveda ljudje prepotrebe imajo največje želje potem, da imajo dobro urejeno cestno infrastrukturo. Ne zanemarjamo seveda kanalizacije, kateri smo pristopili nekako s tem evropskim projektom, nekaj dokončali, veliko naše čaka in pa tudi ostala infrastruktura, ki je tako pomembna. Torej, vodooskrba je en velik zalogaj, ki prihaja, bo razdeljen od leta 2016 pa do 2019, čakamo še samo podpis pogodbe, odločbe pravzaprav in pa potem financerske pogodbe in v letošnjem proračunu imamo tudi v našem delu namenjeno kar nekaj sredstev za to, da menjamo prepotrebne dotrajane infrastrukturo, torej vodovod v Vuzenici, delimo ga na segmente. Torej, ko začnemo investicije, bomo delali tam, kjer bomo lahko sočasno umestili več stvari. Dokončaš, zasfaltiraš in naslednjih 40 let pravim, da te ne sme boleti glava. Tako da skoraj 1/3 proračunskih sredstev imamo tudi v letošnjem letu namenjeni za širitev infrastrukture na celotnem območju naše občine. Gospod Golob, dandanes je nujno potrebno spodbujati obrt in podjetništvo, zato pri vas že teče projekt umestitve te obrtne cone. Kot slišim, odmera je narejena, pa verjetno še kaj. Seveda, tudi tu nismo začeli v letu 2015, kar 3 leta nazaj, odkar smo zopet uspešno črpali regionalna razvojna sredstva, kjer smo od 3 možnih lokacij, kjer smo jih imeli v planu, pa vendarle prostorski plan je eno, ki ga zelo težko sprejemamo v slovenskih občinah. Glede na to, da smo imeli 3 lokacije, kot rekoč, smo pravzaprav ostali pri eni, ki je bilo zadovoljeno vsem pogojem, da lahko umestimo tudi en del prepotrebne površine za širjenje obrti, torej izgraditev obrtne cone.
ureditev obrtne cone, za kar smo bili zopet uspešni, pridobili skoraj 500 milijona sredstev in na 6000 kvadratnih metrih površine imamo sedaj sodobno urejeno infrastrukturo. Seveda sedaj je ta razpis, da se ljudje prijavijo, da odkupijo. Sicer tudi ni skrivnost, sedaj je ta cena nekje okrog 14 evrov po kvadratnem metru za komunalno urejeno parcelo in da ljudje seveda ni najbolj dostopna, torej za kakšne velike obrti tega ni, je pa za manjše obrtnike, ker so se zanimali, ker jaz upam, da tudi v najkrajšem času tudi pridejo do tega. Seveda, če pa ne bo šlo za takšno ceno, bomo to ceno tudi nižali. Uspešno smo končali, počrpali sredstev, pripravili površino prek 6000 kvadratnih metrov in seveda najbolj vesel bom, ko bo kakšen obrtnik zopet dobil svoje delo, da bo lahko za sebe ali pa morda še kakšno delovno mesto ustvaril za katerega drugega v naši lokalni skupnosti. Zato smo tudi namenili nekaj svojih lastnih sredstev, zaradi tega, da omogočimo torej razvoj obrti, ki v naši občini še kar dobro deluje. Vedno več je pa tistih, ki želijo po najbolj ugodni ceni tudi pridobiti kakšno mesto oziroma prostor in zaradi tega smo tudi pristopili in moram reči, da smo bili pri tem uspešni. Zdaj ne bomo samo uspešni še pri prodaji tega zemljišča in najbolj veseli bomo, ko bojo vse ti kvadratni metri pravzaprav izpopolnjeni z obrtmi, ki jih pa seveda potrebujemo, da lahko ohranimo delovna mesta. No, brez dobrega sodelovanja večjih lokalnih skupnosti si večjih infrastrukturnih projektov, kot recimo vodovod, ki ste ga že omenili, pravzaprav si ni moč več predstavljati, ker 5 lokalnih skupnosti sodeluje in usklajuje vse te procese. Ja, tukaj gre za eden največjih projektov do sedaj, ki se je zopet gradil. Ne glede na to, da je to neto vrednost 40 milijonski projekt, in da je zagotovljeno sofinanciranje okrog 86% iz evropskih kohezijskih sredstev, projekt, ki smo ga zelo veseli v Dravski dolini. Torej, zopet smo se povezali, občina Radlje ob Dravi, občina Muta, občina Vuzenica, občina Podvelka in pa občina Dravograd. Nosilec tega projekta je zdaj občina Dravograd. Torej, gre za 40 milijonski projekt neto vrednosti, kjer bomo tudi v občini Vuzenica nekako obnovili, povezali in pa dogradili prepotrebno infrastrukturo. Občina Vuzenica je imela tudi v sušnih obdobjih še probleme. Približno 10 let smo tudi že na vrtini, kjer črpamo prek 80 metrov globoko vodo, da lahko zagotavljamo nemoteno oskrbo te tako pomembne snovi, kot je voda, za celotno območje naše občine. Seveda, moram reči, da že sedaj imamo dobro poskrbljeno za to infrastrukturo. Okrog 90% ljudi je že na javnem vodovodu. Pa vendarle, ti vodovodi so stari 40-50 let in so precej dotrajani. Ta infrastruktura poteka, vse kar se tiče centra, po trasi državne ceste in ko pride do okvare ali defekta, radi rečemo, imamo kar velike probleme. Prej, da ugotovimo, kje je ta defekt, po drugi strani pa moramo pridobiti vsa soglasja, da lahko odpremo in odpravi gospodarska javna služba javnega komunalnega podjetja tudi to napako, ki je tudi upravljavec tega sistema. Seveda, s tem projektom bomo v Vuzenici dogradili prepotrebne vodohrame, torej en zaselek Sveti Vid je pravzaprav vse na črpališču. Torej, če zmanjka elektrike, če pride do kakšnega koli defekta, potem je ta zaselek odrezan od vodovodnega omrežja. In pa ob sušnih obdobjih se z te vrtine napaja tudi ostali del Vuzenice in s tem bomo pravzaprav povezali celoten del in pa obnovili prepotreben dotrajani del. Seveda bo zopet investicija za občino Vuzenica stala okrog 4 milijone evrov. Kot rekoč, 86%, vkolikor bomo uspeli podpisati tudi že pridobljeno soglasje in financersko pogodbo, bomo najbolj veseli. Projekt se bo razmaknil od leta 2016 pa vse do leta 2019, ko bomo morali tudi finančno zaključiti. Jaz upam, da bomo uspeli. Jaz se tega projekta veselim, ne glede na to, da bo tudi za uporabnike kakšen cent verjetno potem voda dražja, pa vendarle občina ima potem možnost, da z svojim pristopom tudi
to ceno zmanjša za 50, celo 100% in jaz tu drastičnega porasta cene v vodooskrbi, kar se tiče Vuzenice, ne vidim. Seveda, kot rekoč, uspešni smo bili, marsikdo nam v Sloveniji ta projekt zavida in to je še projekt iz 11 okoljskih projektov, ki so bili iz prejšnje finančne perspektive. Torej, če smo uspešni, potem bomo uspešni s tem projektom in nekako ta prepotrebna infrastruktura, ki je poleg seveda odvajanja in čiščenja odpadnih voda, še kako pomembna, da v teh lokalnih skupnostih zagotovimo nemoteno delovanje tega vodnega sistema celotne Dravske doline. Torej tisti, ki smo v pomanjkanju vode, do tistih, ki so v izobilju, da se nekako povežemo in da so cevi polne tudi takrat, ko nastopi suša. Je pa dejstvo, da v zadnjih letih je podtalnica padla. To kažejo statistike, to se tudi sami prepričujemo, to nam tudi gospodarska javna služba, ko s tem upravlja, že opozarja na to. Zaradi tega je treba danes pristopiti, da bomo lahko jutri imeli nemotene oskrbo vode. No, še vedno ste lahko, drage gledalke, cenjeni gledalci, če želite, vključite v ta večerni pogovor, ki poteka v živo. Župan občine Vuzenica je z nami. Predstavil je pred nekaj minutami aktualne vsebine minulega leta, zdaj smo pri aktualnih vsebinah tega leta. Če torej želite kaj dodati, dopolniti ta pogovor, ta večerni zanimiv klepet, potem izvolite 03 897 07 70. Številka odprta, pokličite, povejte, kar želite. Gospod župan, še naprej nameravate urejati javne površine. No, pod to postavko imate za leto zapisano področje osnovne šole Vuzenica in pa urejanje Trškega jedra. Seveda, kot sem že omenil, ko uspeš na kakršnekoli razpisu pridobiti sredstva, potem želiš tudi več stvari umestiti. In kakor smo dobili znak, da bomo uspešni pri črpanju sredstev za izgradnjo vodooskrbe, smo si tudi zadali prioritete, kje se tega lotiti. Torej, po več sklopov in Trško jedro Vuzenice, ki ima bogato zgodovino, že kar dolgo let kliče po sanaciji, obnovi. In glede na to, da imamo v Vuzenici zgornji trg in spodnji trg, torej tudi tam je dotrajana ta vodna infrastruktura in ko bomo pričeli izmenjavo teh dotrajanih cevi, bomo sočasno uredili tudi celotni del. Torej, sam center Vuzenice bo prvotno umeščen v to infrastrukturo, torej v letu 2016 pričenjamo z ureditvijo tako Trškega jedra, kakor tudi z umestitvijo vodooskrbe po centru Vuzenica. Nekaj smo že začeli. Nekaj nadaljujemo v letošnjem letu, jaz upam, da nam uspe. Seveda, ko želiš urejati Trško jedro, mora zopet zadovoljiti vse pogoje, ki ti sledijo. Tudi spomeniško varstvo, ki je še kako pomembno pri tem, kakšne odločitve lahko sprejemaš. Seveda je lahko pomisliti, da bi lahko karkoli obnovil tako. Za manjše stroške pa vendarle pogoji so tisti, ki jih spomeničarji dajejo, vedno bolj trdi so. Finančnega dela za to, da ohranjamo kulturno dediščino, pa z drugega naslova ni. Torej, vrsto let se trudimo, da ohranjamo našo kulturno dediščino v Vuzenici, tako bomo storili tudi v letošnjem letu in tudi v prihodnjih letih, da bomo ohranili to zgodovino, ki nam je velik ponos, predvsem pa si jo vedno več ogleduje tudi turistov, ki prihajajo v Vuzenico. Ne samo v center, ogromno imamo teh sakralnih spomenikov, ki pa vsak po svoje že kliče po obnovi in sanaciji. In seveda, če drugega denarja ni, ga namenjamo iz občinskega proračuna, kajti vsi se zavedamo, da tudi brez te bogate zgodovine, te bogate tradicije, tudi življenje v lokalni skupnosti ni, kajti vemo, to so dela naših prednikov, pradedov, dedov in očetov in to moramo vsekakor vjemati kot prioriteto, da vse skupaj ne zgubimo tisto, kar je bilo dolga desetletja, stoletja grajeno pred nami. No, prenovili pa boste tudi občinsko upravo. Seveda, občinska uprava je tudi segmentno. Mi se že vrsto let segmentno lotevamo nujnih. Torej, ne gradimo hotela 4 zvezdic, ampak tisto, kar je nujno, je pač potrebno. Vsako leto namenjamo kar nekaj sredstev tudi, da je tudi bivanje v našem domu, torej občinski upravi, znosno. Da ne rečem, da je ne vem kako
kot je v kakšnih hotelih A kategorije, pa vendarle dotrajana stavba, ki jo imamo pravzaprav skupaj z našim gasilci, že vsako leto kliče po tistem, da je treba obnoviti. Nekaj sredstev vsako leto namenjamo za to, seveda so v poletnih časih potrebno menjati kakšno klimo, urediti kakšen pot, kaj prebeliti, tudi kakšno infrastrukturo je treba zamenjati, torej nakup kakšnega računalnika, in to pravzaprav imamo vsako leto tudi v planu in uresničujemo tiste najnujnejše stvari, ki jih imamo. Seveda je možnost tudi, da bi se selili kdaj v kakšno drugo lokacijo, ampak glede na našo občinsko upravo, ki je dokaj majhna, delujemo na tem prostoru in prav je, da smo tudi v centru Vuzenica, kjer nas pač občani lahko tudi vsak dan najdejo, imajo javno dostopnost, urejena parkirišča in seveda smo v centru Vuzenica, kjer pa se tudi sam rad pogledujem z svojimi najmlajšimi, torej z vrtcem, z učenci osnovne šole, vsako jutro se srečujemo, kar mi je še veselje in pa seveda ti daje vsako jutro en dodatni zagon, da lahko nemoteno delaš, ko srečaš toliko mladih na ulici, ki prihajajo v šolo in po vrtec. Občinska uprava bo torej posodobljena, obnovljena, po obnovi pa zelo kliče tudi streha na starem delu osnovne šole. Veste, nedolgo nazaj sem v šali rekel, da vkolikor nam bo državni del jemal toliko sredstev, bomo morali razmišljati tudi o tem, da občina nima več sredstev, da bo vzdrževala te javne objekte. Osnovna šola, kot rekoč, smo v zadnjih letih kar nekaj sredstev vlagali v to, da imajo naši otroci dokaj spodobno bivanje v teh ustanovah. Pa vendarle zopet ni denarja z ministrstev, ki bi morala biti in bi še bila kako potrebna, da bi lahko obnovili tiste javne objekte, ki služijo pravzaprav vsem občanom ali pa državljanom, če drugače se sliši. Obnova strehe na starem delu osnovne šole je že tako dotrajanja, da je pravzaprav že ogroženo življenje in pa delo v tej osnovni šoli. To je zadnji del, ki ga še potrebuje ta naš objekt in seveda v letošnjem letu smo planirali kar po eni grobi ocenitvi v proračunu nekaj manj sredstev, ko pa sedaj, ko smo naredili temeljiti popis, torej planirali smo nekje okrog 50.000 evrov za obnovo te strehe, no sedaj po temeljitem popisu in ko bomo sedaj v tem mesecu pozvali tudi javni razpis, je ta številka kar narasla nad 70.000 evrov, torej kar je potrebno in seveda je ena izmed prioritet v letu 2016 tudi, da v poletnem času, ko so počitnice, da bo tudi nemoteno dela tisti, ki bo izbran na razpisu, da bo lahko v mesecu juliju pravzaprav tudi postoril tisti zadnji del, ki ga naš objekt potrebuje in potem jaz upam, da nadaljnjih 30-40 let razen manjših del v osnovni šoli in po vrtcu ne bo potrebnih in da bo življenje v našem okolju, našem sobivanju, torej v osnovni šoli in po vrtcu zagotovljeno za nadaljne generacije, torej 4-5 generacij osnovnošolcev bo lahko varno, predvsem pa v primernem objektu, saniranem, lepem, pravzaprav tudi na izgled bivalo in se učilo. No, investicijam na tem področju pa še ni videti konca. Pri osnovni šoli Vuzenica boste poskrbeli še za dokončanje športnega igrišča in pa za izdelavo projekta atletske steze. Seveda, atletska steza je zopet en projekt, ki je začel nastajati v letu 2015. Glede na to, da so merila tudi v šolskem sistemu kar močna in za testiranje pri športni vzgoji je potrebno tudi določen športni park. Naš športni park v Vuzenici, moram reči, da je eden lepših v Sloveniji, imamo pravzaprav veliko športne infrastrukture. V lanskem letu smo preplastili tako košarkarsko, rokometno, nogometno igrišče, ker je že zopet klicalo po sanaciji zaradi ogroženosti športne vzgoje, predvsem pa društev, ki deluje v naši občini. Vsa infrastruktura do sedaj je tako telovadnice, kako tudi vsi športni objekti so v brezplačno uporabo domačim društvu. In zaradi tega tudi tako izpopolnjen urnik, veste, ko konča šolska dejavnost z svojimi vsebinami v osnovni šoli, je naša telovadnica pravzaprav 365 dni v letu. Letos, ko je prestopno leto 366 dni, je nekako zasedena tja do 11. ure zvečer.
tako v delovnikih, kakor tudi čez vikend. In prav je tako. Omogočamo vsem mladim športnikom, vsem tistim, ki želijo svojo aktivnost odvijati na naših športnih objektih, da imajo brezplačno uporabo. In seveda, ko govorimo tudi o tem, da v našem športnem parku posodabljamo opremo, ki je bila dokaj dotrajana, smo začeli razmišljati tudi o tem, da umestimo eno atletsko stezo. Seveda ne bo to atletska steza, ki jih imajo ob velikih stadionih, pa vendarle bo 300-metrski krog, ki bo po vseh merilih, torej dve stezi, in verjamem, glede na to, da je tudi javna razsvetljava tam, da imamo to poskrbljeno, da v prihodnosti, zato ker vedno več ljudi se pravzaprav srečujemo zvečer na pohodih, na tekih, po naših ulicah, pločnikih, ki pa seveda potekajo ob državni cesti. Vseh teh možnosti ob tem nimamo, zakaj ne bi tudi nekako skozi leto 16, 17, 18 nekako umestili tudi eno atletsko stezo na našem športnem delu in nekako zaokrožili tudi tisto, kar v tem športnem kompleksu še manjka. Torej vse aktivnosti, ki jih že imamo, ne glede na to, da tudi uresničujemo, letošnjem letu bomo tudi posodobili smo travnati del igrišča, ki je bil zelo dotrajen, in veteranska liga poteka vzdolž celotne Dravske doline. In tudi tisti, ki radi imajo malo mehkejšo podlago za športne aktivnosti, rabijo tudi travno površino. Mi smo imeli pravzaprav navaden travnik, kjer se je odvijalo tudi ta dejavnost. No, v lanskem letu smo pristopili k temu, pripravili podlago z ustreznim odvodnjavanjem. Takoj, ko bo vreme naklonjeno, bomo tudi zatravili ta del, položili travo, ne zasejali, kajti želimo, da je že v mesecu aprilu, v maju tudi ta del športni v uporabi, tako da že v mesecu aprilu ali v marcu, konce marca, v začetku aprila bomo tudi to umestili. Seveda, ko smo začeli to obnavljati, smo želeli tudi zato začrtati krog, kje bi pa lahko bila umeščena ta atletska steza, da ne bomo potem še enkrat pravzaprav premikali kakšno igrišče, ki imamo že tam umeščeno. Zaradi tega tudi v dolgem roku, to ne bo od leta 2016, pravzaprav širša javnost verjetno danes zve za ta projekt, ki ga danes odkrivam tukaj pred javnostjo, in verjamem, da ljudje si to želijo. Da najbližji takšen stadion je tu najbolj blizu v Dravogradu ali pa v Radljah, ampak vendarle, če želiš to koristiti, moraš tudi nekaj finančnega vložka vložiti v to. Zaradi tega želim, da tudi v našem okolju imamo ustrezno infrastrukturo. Torej, skrbimo tako za športni del, kakor tudi za vso ostalo življenje v našem okolju. Seveda pa si zadajemo prioritete. Vse druga je prioriteta, če ostane kaj denarja, bo tudi atletska steza dočakala tisti del v prihodnjih letih. Kdaj pa to bo, pa danes ne obljubljam. Tako, če sva že pri športu, že kmalu se obeta osrednja prireditev Športnik leta 2015 občine Vuzenica. To nedeljo boste že tretjič nagradili tiste najuspešnejše, takole na kratko o tem projektu. Ja, moram reči, da ideja je zopet šele tretje leto, tudi v Vuzenici se potrudimo sicer v organizaciji turistično-informacijskega centra, pozovemo vsa društva, da predlagajo športnike. Na mladih se svet gradi, predvsem kar se tiče športa, je pa v Sloveniji kdo drug kot pa športniki so tisti, ki ponesejo dobro ime Slovenije v svet. In ponosni smo na naše športnike, pri najmlajših se pa začne. In samo spodbuda k temu, da smo začeli 4 leta nazaj tudi s to prireditvijo Najšportnika leta, je dosegla uspehe. Torej, vedno več je športnikov, ki moram reči, dosega rezultate, ne samo na lokalnem, na regionalnem, kako tudi v državnem nivoju, tudi iz občine Vuzenica prihajajo športniki, ki so zelo uspešni. In prav je in spodbuda je k temu, da takšne mlade športnike predvsem spodbudimo za kakšno nagrado, in zaradi tega tudi že 3. leto prireditev, ki se odvija v naši večnamenski dvorani, ki tudi na tej prireditvi prihaja veliko ljudi, ki spodbujajo športnike. In tudi letos v to nedeljo, torej 13. marca,
tretje leto podeljujemo pokal in pa nagrado za najšportnika v občini Uzenica. Kdo pa si ti dobitniki, sam še tega ne vem, pa tudi če bi vedel, danes ne bi razkril, ampak ne bo tudi za mene presenečenje, kdo je letošnji oziroma najšportnik za leto 2015. Na vsako leto sredstva namenite tudi tako imenovani županovi vojski, vašim prostovoljnim gasilcem, ki so se v minulih letih resnično izkazali. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vuzenica ste nabavili gasilsko vozilo, nekako 25 000 evrov jim namenjate. Županova vojska je sicer malo grob izrasta. Veste, ko danes se v slovenskem političnem krogu kar precej besed uporablja o slovenski vojski, ki je podhranjena. Moram reči, da z gasilci, ne glede na to, da sobivamo v istem prostoru, imamo odlične odnose. In če se kdo zaveda, kako pomembni so gasilci in gasilci na prostovoljni bazi, moram reči, da sem izredno ponosen sam. Verjamem, vsi občinski svetniki in vsi občani in občanke občine Uzenice ponosni na naše gasilce. Prostovoljci, ki so kako potrebni, ko rabiš pomoč. Pa ne glede na to, je to požar, a je to vodna ujma, ali je to žled. Specializirani pravzaprav kot prostovoljci so na vseh področjih. In 25 000 evrov, kot ste omenili, je rezervirano v proračunu. Nekaj je sredstev, ki se že kar skozi, mislim, da 3 leta, da še 1 leto je od tega, ko bomo odplačali leasing, ki smo ga najeli za to, da smo nabavili gasilsko cisterno. Ostali del je tisti del denarja, ki skrbimo za to, da imajo za prepotrebno nabavo opreme. Torej, požarna varnost je tista, ki je nujno potrebna, da gasilc lahko sploh deluje. In če imaš toliko prostovoljcev, bi morali pravzaprav to številko, ki jo imamo sedaj rezervirano v proračunu, tudi podvojiti. Ne samo, da imamo prostovoljce. Mi imamo slovensko vojsko brez ustrezne opreme, brez ustreznega orožja, slišim celo brez potrebnih obuval, škornjev in tako naprej. Želim, da gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vuzenica in tudi ostali prostovoljci imajo prepotrebno opremo. Veste, vojske brez opreme je škoda, da jo imaš. In tu so prostovoljci in seveda se bomo trudili tudi v prihodnje, da bomo zagotovili prepotrebna, nujna sredstva, da bojo ti naši prostovoljci tudi ustrezno opremljeni, ko rabiš pomoč. In sam, kot sem že predajal, se vsake naravne nesreče tudi sam udeležim z namenom, da vidim, kaj je takrat potrebno in kdo je tisti, ki prvi skoči na pomoč. In vedno, kadarkoli, jaz sem tudi sam član prostovoljnega gasilskega društva, ampak kot podporni član, sam še doskaj ne vem, kako se rokuje z vsemi ustrezno opremo, ki jo imajo. Moram pa reči, da naši gasilci, tako tisti najmlajši, kakor tudi veterani, so usposobljeni na vseh področjih tudi za reševanje iz vode. No, ob županski funkciji ste tudi državni svetnik, verjetno obe funkciji ni enostavno usklajevati, ampak vselej, ko vas pobaram o tem, mi nekako odgovorite, da je dela veliko, da pa ga zmorete. Je še vedno tako, zelo na hitro? Še vedno je tako. Sam si obujem takšne škornje, ki jih lahko nosim. Torej, da niso preveliki, da pa ne tudi preveč žulijo, rečemo. Seveda, ta svetniška funkcija zdaj mineva že 4. leto, odkar sem v Državnem svetu Republike Slovenije, vzame tudi kaj precej časa. Torej, pogosto relacija Vuzenica-Ljubljana in nazaj. Bolj pomembno je, kaj se bo v prihodnosti zgodilo z drugim domom parlamenta. Torej, sama sestava 40-članskega državnega sveta je tista, ki opozarja. Ne vem, kako velike moči v državnem svetu nimamo. To je le ena vez med lokalno politiko in državno politiko. In če nekako ostajamo pri vsebinskem delu v državnem svetu, potem smo konstruktivni. Ko se pa dotaknemo političnih vprašanj, nismo več. In seveda, ko sem še član 2 odborov komisij, še toliko več časa. Vendarle vidim, da smo na pravi poti, seveda je pa treba v prihodnosti razmisliti, kaj bo z državnim svetom. Da jim mora dobiti tudi posebno večjo vlogo v slovenskem političnem merilu. V nasprotnem primeru lahko tudi razmišljamo, da, veste, ko opozoriš, ko z vetom opozoriš na nepravilnosti in potem drugi dan tisti, ki pa
izglasuje, torej državni zbor prav isto stvar izglasuje z enako večino, potem je zastrašujoče in se skoraj počutim včasih kot nepomemben. Vem pa, da precej vprašanj naslavljam ne samo kot predstavnik lokalnih interesov 12 občin Koroške regije. Veste, 20 nas je tisti, ki smo bili voljeni ze strani lokalnih interesov. In ostalih 20 je po drugi strani. In 20 ljudi, ki predstavljajo lokalne interese, se bori za vse lokalne interese širom naše Slovenije. In tako bi naj tudi ostalo v prihodnje. Samo politika je tista, ki nam marsikdaj preveč zamegli možgane in nismo ponos Slovenci sami sebi, predvsem pa nismo ponosni na tiste, ki nas gledajo od zunaj. In slovenska politika nima dobrega imena v evropskem merilu. Gospod župan, sklepna misel, 30 sekund ostaja. Ja, zelo kratko. Glede na to, da se približuje praznik Dneva žena in jutri tudi v Vuzenici praznujemo praznik, mednarodni praznik žena, vsem ženam, materam, dekletam iskrene čestitke ob vašem prazniku. Ne samo, da se spomnimo 8. marca, dajte biti opažene in da bo pozornost na vas vseh 365 dni. Seveda vsem občankam in občanom občine Vuzenica želim čim manj stresnega življenja, čim manj naravnih nesreč, o katerih smo danes toliko govorili, strpnosti, miru in pa medsebojnega sodelovanja. Vsem občanom in občankam, ki nas pa danes spremljate, jaz sem po naravi optimist in takšno ostajam tudi naprej, ne glede na to, kar se vsak dan dogaja po televiziji, ko bomo vsi približnega mišljenja, tega, kar si vsi najbolj želimo, torej miru, zdravja, bomo tudi zadovoljili svoje cilje. Če ne na kratko, pa na dolgi rok. In to si vsekakor želim sam in verjamem, da tudi vse državljanke in državljane te republike. Gospod župan Franjo Golob, hvala lepa. Ni k temu kaj za dodati, samo iskrena zahvala, ker ste prišli, predstavili aktualno dogajanje v občini Vuzenica, pa seveda o priložnosti spet nasvidenje. Srečno. Hvala in srečno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa pa tudi vam za pozornost in nasvidenje.